Mi da bi danes želeli predstaviti naše izkušnje, primere, kako vzpostavljamo, kaj pravzaprav prinašamo v izobraževanje odraslih, kaj je pomenilo za to, da vzpostavljamo eno nenehno sodelovanje, nenehen pretok, pravzaprav inflow, overflow, angleško poimenovanje bomo več razložili skozi proces. Torej, kaj prinašamo v izobraževanje odraslih, izobraževalce, zato da vzpostavljamo izmenjavo in zato, da je učinek teh izobraževanj kar največji in tudi trajnosten. Tako da, Tatjana, izvoli. Hvala, Bernarda, za tako lep uvod. Jaz bom pomahala vsem iz gozda, iz danskega gozda in sem vesela, da lahko vsaj na ta način sem prisotna z vami. Kot je Bernarda rekla, inflow, overflow, angleško besede za enkrat pa razloživa malo več. In to skozi primere. In dva primera, en je triletni celosten program profesionalnega razvoja vodi in vidite na levi strani celo skupino naših udeležencev. Gospa Alijana in Mirjam ste govorili o udeležencih, ki so že upokojeni. Mi govorimo o tistih, ki so še v delovni dobi, prihajajo iz različnih organizacij in se pripravljajo tudi oni na upokojitev. In drugi program, Bernarda, poštiva zložila. Enoletni program, ki je akreditiran, program za usposabljanje profesionalnih coachov, ki traja 1 leto, torej je precej zahteven program, ki pravzaprav od udeležencev zahteva eno veliko vključenost, ga redno letno izvajamo in smo ga začeli izvajati pravzaprav leta 2003 in imamo pravzaprav že dolgoletne izkušnje. Pravzaprav pogosto... Aha, mikrofon? Okej. Zdaj, tukaj se vidi, ne, moj... Hvala, Ida. Torej, ta dva primera, kako ustvarjamo pravzaprav eno vzdušje, flow, kot temu rečemo, eno stanje zanosa, v katerem vemo, ne, da smo prožni, da takrat lahko dajemo kot izobraževalci na treningu največ in hkrati tudi, ko smo v tem enem stanju psihofizičnem flowa, o čemer bova povedali malo več, lahko tudi udeleženci vzamejo kar največ. In da malo razloživa, zaradi česa zdaj uporablja take angleške izraze. Predvsem zaradi tega, ker je to en proces. In imate 3 korake. Inflow, flow in overflow. Inflow je tisto, kar mi prenašamo kot izobraževalci odraslih k našim udeležencem. In opazila sem eno stvar, a to je v programu, da je največ predstavitev v tej skupini, delovni skupini, ki se ukvarja z udeleženci. Kar ne pomeni, da mi izobraževalci dejansko želimo ogromno dati našim udeležencem. In to velja, ali imamo na drugi strani upokojence, ali imamo poslovneže, ali imamo kogarkoli pri odraslo oseba, prinašamo nekaj seboj. In kaj je v našem usposabljanju, bova z Bernardom malo več povedala. Ta inflow, če rečemo, je neka slovenska beseda bi bila, Bernarda, popravi me, ker vsi, ki me poznate, veste, da slovenščina ni moj materni jezik, je pa zelo ljubli, kot neki uliv, ko mi nekaj ulivamo v proces izobraževanja odraslih. Potem se pa nekaj dogaja na samem izobraževanju. In to je ta flow, ko vse teče in kako ga ustvarjamo, to bomo povedali tudi. In na koncu tisto, kar pa mislimo, da je res najbolj zanimivo, overflow, ko se začne to, kar se dogaja v izobraževanju, prelivati v širšo skupnost. To pomeni v družine naših udeležencev, v delovna okolja, njihove time in tudi v cele organizacije. In zaradi tega lahko rečemo, da nekaj, kar mi ulijamo, izobraževalci prinesemo s seboj, se to zgodi med izobraževanjem in se potem prelija v širšo skupnost. In kako to počnemo? Danes veliko govorimo o učenju, odprtosti za učenje. Kot coachi, trenerke v Glotanovi smo tudi coachinje in en ključnih mogoče momentov, ki jih vnašamo, ta res odprtost in neko stanje ne vedeti, da vstopimo, recimo, če povem primer, naše usposabljanje enoletno, na prvem modulu pravzaprav s kolegico Karmen, ki izvajava ta program, povabva udeležence
že kar takoj na začetku, da oni coachajo naju. Se pravi, skozi vprašanja pripeljejo do nekega odgovora, rešitve za izziv, s katerim se mi dve srečujeva tukaj in zdaj. Da malo demistificirava mogoče vlogo tudi in coacha in izobraževalca, ne? In pravzaprav vzamemo napolno na nek način, ne? Gremo tudi z lastnega nevedenja, pa vam potem v nadaljevanju delila en primer, kako smo podelili zadnjo generacijo izziv, vzpostavljanje enega ravnovesja, pa kako se lotite ene naloge povezane z akreditacijo. Druga zadeva, ki je del coaching pristopa, naše coaching naravnanosti, o tem govorim, ker je del pač našega programa nasploh in tega, ker mi kot coachi nekega mindseta oziroma miselnosti, ki jo negujemo in jo potem seveda predajamo naprej. Ena radovednost in prožnost nenehna, ne, ki smo jo danes pravzaprav doživeli, ne, ko smo ugotovili, da je pravzaprav čas zelo omejen, pa da imamo okoliščine, kakršne imamo in če vstopamo, ko vstopamo s tem, vse se da, se bo že zrihtalo, bomo našli rešitev, potem so seveda učinki z walk your talk, ne, še to živimo, lahko izjemno učinkoviti. Tretja je naša naravnanost povezana tudi mogoče z neko coaching kompetenco, mindsetom, je zagotovo samorefleksija. Mi imamo ta privilegij mogoče, da v zadnjem času zelo veliko programov trenerke izvajamo v paru, kar je pravzaprav še boljša priložnost, da tudi drugi lahko damo povratno sporočilo, ga sprejemamo od udeležencev in se po vsakem usposabljanju zares učimo in si na nek način smo drugi kritični prijatelj, ne, da lahko skupaj rastemo. In četrta dimenzija, ki bi jo bilo mogoče smiselno tokrat izpostaviti, se pravi celostna obravnava. Se zavedamo, ne, da koščki, mi smo pravzaprav v vsakem trenutku, ko vstopamo v proces usposabljanja in izobraževanja, cela oseba. In mi smo se že pred časom v Glotanovi odločili, da se bomo izogibali kratkih programov, takih, ko je mogoče lahko malo navdušimo, seveda je že fajn za neko motivacijo, za en celostni proces, za eno poglobljeno pravzaprav rast osebnostno, je pa potrebno daljše obdobje. Slišali ste 1 leto, 3 leta, jaz bi rekla, to je nikoli končana zgodba, ker je pravzaprav del tudi coaching naravnanosti, da se nenehno učimo. Izvolite, Tatjana. In poleg te coaching kompetenc, ki je Bernarda razložila, prinašamo s seboj tudi vodstvene kompetence. To, kar smo same dali skozi leta, kot posebni, ki ste tukaj nekaj zelo občinsko, verjetno ste vodili v nekih svojih profesionalnih kontekstih. In mi vodimo zglede. To se pravi, med seboj se učimo in seveda to, kar je razložila Bernarda, prožni smo tako, da včasih, ko so udeleženci samo 3-4 želijo vklopiti online, kot si se jaz zdaj vklopila online, da Bernarda pa Karin hodita po prostoru s telefonom in slušatelji, da udeleženci slišijo tudi interakcijo med drugimi udeleženci, da si nebično vodimo v paru, ko je Bernarda rekla, in da svoje primere izpostavljamo. In eden tak primer je točno tak, ki ga je Karin izpostavila takrat na izobraževanju. Na drugem dnevu že je povedala, da ima izziv, da ne ve, kako bo zmogla časovno v septembru oddelati nekaj, kar je pričakovali Bernardo in Carmen, da skupaj podašča akreditacijo del istega programa. Začelo se je z njeno idejo, da bo čez poletje delala po 2 urci na dan, pa ji to ni dišalo, pa so jo pravzaprav udeleženci pripeljali do tega, da je ugotovila, da je ona itak kampanc in da bi se splačalo, da to skupaj z mano naredi v enem kosu, pri meni na obisku na počitnicah. In takole sva mi dve potem združili, ne, prijetno in hkrati tudi učinkovito, in to je zdaj recimo ena foto poročilo, ne, da sva pravzaprav tudi delili z udeležencem, da je to za nas zelo zares, da to niso kar neke vaje, ki jih delamo, neke igre vlog, da pravzaprav karkoli počnemo je iskreno, resnično in delamo z vsebinami, ki so nam pomembne. In zdaj si predstavljate izobraževalki odraslih, ki ste se postavili v svojo skupino, s katero boste delali 1 leto in demonstrirali nekaj najbolj osnovnega, a to je tudi oni sta učenki, nič drugega kot učenki. In zaradi česa je to pomembno? Zaradi tega, ker Csikszentmihalyi Mihaj je še 90. leta rekel, da je najbolj optimalno izkustvo za učenje, za rast, za razvoj in za psihofizično zdravje, ko smo v flowu, ko imamo ravnovesje med občutkom varnosti, da smo sposobni in izzivom. In Bernarda in Carmen, že na začetku, že drugi dan izobraževanja, ki traja celo leto,
dajeta obe občutek varnosti udeležencem, da tudi one so učenki, tudi oni ne veste vsega. In po drugi strani pa izziv. Coachajte nas. Vi pomagajte nama. Se lahko predstavljate, ne? To pokažem v samem programu, je pa res zanimivo. Ko jaz vodim skupaj s kolegico Urško pomaga, če si v občinstvu, 3-letni program. Mi pa na začetku naredimo analizo sedanjega stanja, da damo občutek vsem vodjam, da ja, zmorete, vi že dobro vodite, da ste počutijo varni in sposobni. Šele potem ustvarjamo psihološko varnost. Potem pa počasno naredimo mini laboratorij izkušnje. To pomeni, da naredimo hecne vaje, take, bolj praktične, ki nimajo veze z njihovim delovnim okoljem. In zdaj se že počutijo, da zmorejo veliko več. Potem jim pa damo na izziv, delo na njihovih konkretnih primerih. In jim damo eno kreativno timsko vajo na koncu letnika. In to se tako pelje vsake leta. Prvo delajo take zanimive vaje, potem pa že spravimo na konkretne primere in na koncu kreativne naloge. In vse to so ustvarjalni, se sprehodimo vsakem vaju, vsaki na modulu, v naravi in delamo zunaj, ko se le da. In na ta način ustvarjamo ravnovesje med občutkom varnosti in odzivom in zdravim življenjem. In zelo podobno pravzaprav izgleda potem v programu, ne? Tudi coach program, kot sem rekla, ne? V enem letu naj bi bili sposobni izvesti pred skupino en coaching pogovor, ki je del izpita. Si predstavljate? V enem letu. Že to, da smo opazovani, ko nekaj počnemo, je za koga lahko zelo stresno. Glavno izhodišče za nas je pomembno za razvijanje prožnosti, za ustvarjanje varnosti, to, da gradimo postopno. Malo izziva, pa seveda veliko varnosti na začetku. Te psihološke varnosti začnejo izvajati drug z drugim, se pravi zunaj tega procesa mentorsko podporo imajo, potem tudi individualna mentorstva, potem ob koncu so sposobni že snemati svoje coaching pogovore, ker če jim omenimo na začetku in tema ne omenimo, ko omenimo, je potem to neka dobrodošla pravzaprav spodbuda, da to lahko počnejo. Kot vidite na tej slikici, jaz mislim, da je zelo informativna, kako pravzaprav ti treningi izgledajo. Tako kot nas je gospod Jure dopoldne seznanil po 20 minutah, rabimo neko gibanje. Jaz kot vidite, tukaj se ne počutim najboljš, čutite to, ker že moje telo potrebuje gibanje. In vse to vključujemo, če se le da, delamo tudi v naravi, naredimo kakšno vajco v naravi, krepimo ustvarjalnost in predvsem ohranjamo, negujemo, pravzaprav na nenehni bazi, koliko je varnosti, koliko je izziva. A so že pripravljeni za izziv, da koga izpostavimo ali še ne? In se trudimo maksimalno, da med tem, ko se to dogaja, ko vzdržujemo non-stop neko ravnovesje med občutkom varnosti in občutkom izzivov, da dajemo vse od sebe, kar lahko tudi, da blagodejne zvoke sproščamo, lahko še tudi, da smo pozorne, da minimaliziramo kakšen koli neprijeten občutek in da ves čas vzdržujemo psihološko varnost, ker šele takrat izzivi so lahko sprejemljivi. Na koncu obeh programov proslavljamo. Dobijo certifikate, dobijo značke, dobijo dokaz, da so izpite opravili in res dosegli nekaj, kar je njihova osebna in profesionalna rasa. Tukaj se pa ne ustavlja, tukaj se pa zgodi to prelivanje, overflow. Vidite tukaj, da se oglašajo na LinkedInu, da se medsebojno povezujejo še naprej, da prenašajo svoje veščine v organizacijo. To, kar se učijo pri nas na obeh programih, potem to širijo med kolegami. In so potem tudi primeri konkretnih dobrih praks, ki oni izvajajo svojih organizacij. Ko imamo mi izkušnjo učenja v stanju flowa, ko je to pozitivna referenčna izkušnja, potem se krepijo in vezi med njimi, imamo osebno pozitivno izkušnjo, en občutek enega
ponosa, da nam je uspelo. Tesna povezanost med skupino, mi se hecamo, mi imamo anekdoto, ne, da je vsaka skupina najboljša. A smo najboljši, smo boljši kot vnaprejšnja? Ja, ste. Še ena najboljša skupina, ker namreč zgodi se povezanost, preplet in seveda, kot sem rekla, ne, v našem programu se izobražujemo za poklic coach, pa je pravzaprav to nekaj, kar nekateri grejo po tej poti, marsikdo tudi ne in pridobi predvsem veščine za življenje, za medosebno komunikacijo, kar se, kot si rekla Tatjana, preliva potem v naša okolja. Zagotovo so pa učinki tudi neposredno razmišljajo o vzpostavljanju internega coachinga. Veseli smo, ko pride iz iste organizacije, najprej 5 vodi, pa potem še 5, pa še 5, da se